je Nik Magic Tool, ne? Nik strokovnjak. Dobro, pole laufa, pole lahko kar začnemo. Evo, Selena, lepo pozdravljena na podcastu. Živijo. Kako si kaj? Dobro, super. Sem ful vesela, da sem tle. Ja. Se mi zdaj fajn, da sem te povabil, da malo poklepetamo od odbojke, pa tudi izkušnje na tujem, ki si bila zdaj, pred kratkim nazaj, pa zdaj hmalo naprej, ne? Tako da bomo danes malo poklepetali od odbojke, pa tudi nekaj vprašanja smo dobili. Zdaj nekaj je dodal zadnjič idejo, da bomo vprašali tudi naše sledilce po Instagramu za vprašanja, tako da smo dobili nekaj vprašanj, tako da tokom tega podcasta bomo tudi tu, tako da za naslednjič tudi spremljajte nas na Instagramu, tam bomo preko bomo posneli kakšne podcaste, bomo dajali tudi kakšne predloge za vprašanje in to. No, lahko začnemo pa o tej izkušnji na tvoji na Madžarskem. Zdaj si pred kratkim prišla nazaj, tako da kako ti je bilo letos, pa izkušnje in tako. Mislim, prva sezona ven je bila kar tako, ko bi rekla, novo za mene. Predvsem pa je bilo kar v redu, no. Sem pričakovala, da bo ful bolj, ne vem, in težko in vse to, ampak na koncu, ko sem vedela nekako, ko imam svoj cilj, sem se nekako proti temu fokusirala, tako da je bilo pač, je bilo v redu. Na koncu pač ni bilo tako rezultatsko v redu v državnem prvenstvu, ampak sem ful srečna in ljudi, ki sem spoznala in izkušnje, ki sem dobila, tudi pač nova znanja, itak to je vedno prednost. Tako da sem ful zadovoljna. Tako da pokal, ki ste bili tretje, ste bili pokal, ne, in pole državno vam je malo zmanjkalo, ne, na konci pole. Ja, tako da, ko si rekla, da je bilo težko, kaj si mislila, da bo težko oziroma? Tako, ko bi rekla, je bilo kar stresno v smislu pritiska. Nisem pričakovala, da bom imela toliko pritiska prvo leto vani. Okay. To je res, ampak na koncu sem bila jaz tista, ki sem imela največ pritiska, zdaj ne vem, če je bilo to dobro ali slabo, ampak ne vem. Ma tako pritiski strani kluba ali strani trenerja, kluba? Ja, bolj kluba, no, pa tudi jaz sem sama perfekcionist, ne, pa sem se nekako, preveč pritiska sem si dala nase v nekih situacijah, ko pomislim za nazaj, je bilo kar brez veze, da sem si dala toliko pač pritiska nase. Ja, ker na koncu je tisti pritisk, ki si ja postavimo sami sebi, ne? Ja, najhujši, ja, brez veze. Kaj pa tako je izkušnja, prvič v tujini, prvič iz države, oziroma iz rodne države. Ja. Sploh pri tvojih letih, ne, se pravi, lani si bila 17, če šla prvič od doma. Kako ti je bilo pa tak aspekt? Iskreno sem mislila, da bo ful težje živeti sama. Pa tako, ne vem, daleč od prijateljev, vse to, ampak na koncu sem se znašla, mi je bilo kar v redu, sem se kar navadila zdaj in živeti sama in vse, tako da tudi šolo pač delam nadaljavo, tako da je bilo vse, nekako nisem imela časa za nič drugega, kot za treninge in učenje, tako da, mislim... Profesionalni, življenjski, kako se reče temu, športni život. Ja. Nekaj eno izmed vprašanj, ki smo jih dobili, je tudi to, a si zdaj, ko si šla iz tujine, se še vedno spomniš prijateljev, ki si jih imela nazaj tle v državi. Ja, to je sicer prišlo tako anonimno, tako da ne vem točno tako, ampak verjetno pa težko tako vzdrževati stike. Je res, ampak nekako na koncu koncev so vsa ta prijateljstva, ki so tista trdna, ki so res prava prijateljstva, ostanejo zavedno, to, če se ne slišimo, ne vem, ali pa ne vidimo po več mesecev. Imam par prijateljev, ne morem reči, da imam dosti prijateljev, ampak imam res enih par, ki res so mi tako pri srcu, da in jaz pri njim, vsaj mislim, da pač enostavno, ko se vidimo, je kot da smo se videli že, ne vem, vsak dan, tako da je v redu. Pa šli kje obiskati med sezono? Ne, ampak sem prišla jaz enkrat v Gorico, sicer za 2 dni, ampak še vedno neki. Tako da, ampak je kar daleč, ni reč haza, no, 9 ur, mislim, selih. Ne vem, če se komu prav toliko da voziti, ne, tako da, ampak se jih razumem. Vse je važno, da smo zdaj se malo videli, tako da je v redu. Ja, pa zdaj nadoknadiš policaj. Ja. Tako. Kaj pa jezik, Madžari vemo, da angleščina pri njih, saj je tak stereotip, da z angleščino si težko ki pomagaš. Ja, bi kar potrdila ta stereotip, ja. Enostavno ni šans komunicirati po angleško. Ja, res. Tudi če probam nadaljevati angleščino, oni kar madžarščino. Ma tudi tako v klubu ali samo tako na splošno? Ne, v klubu kar znajo. Okay. Sem bila kar presenečena, pa kar dobro angleščino.
ampak kamorkoli, trgovina, restauracija, karkoli, to je pantomima in ne vem, karkoli, kako znaš, ne vem, razložiti, ampak angleščina res. Kako si se pole znajdla? Je bil kakšen tak primer, ki je bilo treba? Pantomima. Google Translate. Ja. Ki upišeš noter in pole predvajaš. Ja. Pa tudi to je bilo zaradi tega, ker ponavadi Google Translate ne prav prevede točno, ampak na koncu sem se znašla, ne vem kako, ampak sem vse. Je bilo. Ja, to pa je izkušnja pole za naprej, ne? Ja. Sigurno, ne? Ja. Tako. Zdaj pa smo videli, pred kratkim je šla novica, da drugo leto pa v Turčijo. To je tudi tak milestone. Ja. Kar... Je res, ja, mislim, ne vem, Turčija je, jaz mislim, da ne vem, ko bi rekla, to so sanje vsake odbojkašice, ki res si želi prav fokusirati na profesionalno odbojko. Vsaj jaz, ko mislim, Italija in Turčija so, mislim, zdaj je Turčija ena najmočnejših lig na svetu. Močnejša od italijanske? Ja. Tudi zdaj so bile v Ligi prvakov, so bile 2 turške ekipe, tako da res prav, ne vem, je čast, ful velika čast za igrati sploh. Ni važno, kjerikoli klub, ali je to zadnji na mestu, mislim pač na lestvici ali karkoli, ta Sultan Liga je res čast za vsako odbojkašico, tako da. In s tem častjo pa prija verjetno tudi kakšno pričakovanje in to. Ja, to je res, ja. Ampak, pritiski, pričakovanja. Ja, ampak sem nekako, kako bi rekla, sem vedela, da je ta, pač zaradi tega, ker Sultan Liga prinese ful, ko si rekel, tega, in pričakovanj, in pritiska in vsega tega. Jaz sem se to leto probala pripravljati že za naslednje leto. Sicer nisem vedela, pač seveda na polovici sezone nisem vedela, kje bom igrala, ne? Ampak je bila to vedno moja želja, moj menadžer je tudi to vedel. In nekako, zdaj bi bilo nekako čudno, če bi jaz zdaj šla v Turčijo, pa da ne bi nekako bila pripravljena na ta pritisk ali pa pričakovanja, tako da si tudi želim tega, zaradi tega, ker vem, da s tem bom nekako tudi nadgradila in sebe in svoje znanje, tako da se res veselim, da komaj čakam. Pač res. Top. Kakšna so pa pričakovanja tako kluba, saj klub je verjetno, mislim, je boljši v ligi, ne? Ni, mislim, je bolj spodaj na lestvici, zdaj so bile 10, ampak... Letos je Eva Mori igrala tam. Ja. Okay. Upajmo, da bo še vedno. Ni še zikr. Ni še nič potrjeno. Ampak ja, sem se tudi z njo pogovarjala glede Ankare, glede PTT-ja. Mi je dala tudi par nasvetov, pač res nekako, to mi je ful všeč, ko recimo reprezentance, pač se povežeš tako z ljudmi, ki ti res na koncu stojijo ob strani, karkoli se zgodi, tako da, ne vem, res sem ji ful hvaležna, da mi je karkoli pomagala, tako da... Je ful laže, če je pred tabo, ne da greš to itak. Ja. Še posebej, če je nekdo tako kot Eva, ki je ful visok rang in odbojkašice in vsega, tako da res sem ful srečna, da mi je tako malo pomagala, glede tega, ker sem bila ful prestrašena na začetku. Ja, verjamem, ja. Mislim, se podajaš v neznano, si bila že v neznanem leto, samo je še stopnička više. Ja. Prej si rekla, da si se že zdaj mentalno pripravljala. Ja. Kako je to izgledalo? Ne vem, na vsaki tekmi, pred vsako tekmo, na treningu, bilo je dosti problemov s tem pritiskom. Nekako sem se morala ful spopadati s tem in koliko točk moram dati na tekmo in vsem tem. Na začetku me malo to, ko bi rekla, malo mi je fokus zbilo, ampak ne fokus mojega cilja, ampak tako motivacijo, ko bi rekla. Mislim, mi je bilo malo ne fair včasih. Ampak na koncu to je zdaj, mislim, jaz ne vem, kaj bo zdaj v Turčiji. Lahko bo slabše, lahko bo boljše. Zaradi tega, ker mi je to vedno tako, da zdaj vsi govorijo Italija, Turčija, najboljše, ampak nočem si dati tega v glavo, da bo najboljše tam, zaradi tega, ker nočem biti razočarana na koncu. 100% je milijonkrat boljši nivo, ampak na koncu, ne vem, vsak trener je tak, ko je in bomo videli, ko bo. Si delala prav kakšne vaje za to, ali kako si se mentalno pripravljala na to? Ali samo je bil fokus, ne toliko na slabo, bom na dobro, ali kako je to izgledalo? Nekako sem provala, ko bi rekla, nisem pokazala toliko čustev, ko se je to dogajalo, ne, pač kakršenkoli pritisk ali neki, ampak potem, ko sem prišla domov, mi je ful pomagal nek sprehod zvečer, ali pa samo muzika na koncev.
ali pa na koncu tudi, da se zjočem, da dam to ven iz sebe. Na koncu je to ena ful pomembna stvar, jaz mislim, ka športniki, ka vsi v stvari se ne zavedajo tega, da včasih to, da držiš čustva v sebi, je nekaj ful slabega, zelo, zelo, zelo slabo. In na koncu koncev tudi najboljši igralci tega sveta pridejo domov, včasih jim je dovolj vsega, se zjočejo in jim je čez 15 minut boljše, zaradi tega, ker so dali to ven iz sebe. Tako da na tak način, ampak priprava pa na tekmo, pa vedno pač muzika, neka nahajpana in tako, ja. Top. Zdaj se bomo pa malo vrnili, sem si zamislil, da se zdaj malo vrnemo. Kako si pa ti začela z odbojko? Vemo, da tvoja mama, Majda Čičič, je trenerka, tako da jaz se spomnim, ko sem še jaz igral, se pravi, ko sem bil v tvojih letih, sem še igral tle v Gorici, Govole, že takrat se spomnim, ko si ti hodila skupaj z mamo na treninge, že takrat si odbivala balo v zid in tako, ne. Tako da si ful zgodaj začela, ne. Tako da si zmeram videla sebe kot odbojkašico, ali je bilo poleg kasneje, ko si trenirala, kako je bilo to? Ja, ne vem, tako mama mene nikoli, pač to vem, da je ljudem zelo čudno, ampak mene mama nikoli ni forsirala, da moram jaz odbojko, ali pa niti ni predlagala tega, pač jaz sem se nekako zaljubila v odbojko, sicer moško odbojko, v te napade močne in vse to, ker sem namičkena, ampak sem trenirala tudi hip-hop, balet in tenis. Vse v enem dnevu, ker sem imela toliko energije, da sem šla, ne vem, takoj po šoli sem šla na tenis, potem 1 uro odbojka, hip-hop in potem zvečer še balet, tako da je bilo res vsega skupaj. Na koncu sem prvo pustila balet, potem ostala sem na tistih 3, pa potem hip-hop, potem je na žalost umrl moj trener od tenisa in nekako sem bila ful čustven otročiček in nisem hotela, zaradi tega, ker če njega ni, potem jaz nisem hotela igrati več. In potem je ostala odbojka, ampak na koncu vse to je izpadlo najboljša odločitev, kar je se lahko. Ja, verjamem, ja. Eno vprašanje smo dobili od enega sledilca, je vprašal, kaj je največji izziv, ko je mama tvoja trenerka. A je to izziv ali kako gledaš ti na to? A je kakšen dodaten pritisk oziroma kako so ti odnosi med tabo in mamo? V redu je, mislim, tako, zdaj, ful smo se morali obedve naučiti, kako ločiti stvari doma, kako ločiti stvari na treningu. Včasih so prišli, pač itak pride do kakega konflikta med mamo in hčerko, ampak to so neke taki majhni prepirčki, ker recimo, ali smo se skregali mogoče doma, pa smo pol nesli na trening, ampak je bilo nekaj totalno brezveznega, ne? Ampak proti koncu smo se obedve, mislim, da nekako naučile, pomirile in je bilo vse v redu, ampak ne vem, ko bi rekla, meni je bila vedno čast na koncu, da je bila meni mama trener, zaradi tega, ker meni je ona en najboljših trenerjev kadarkoli, pač in glede pač človečnosti in vsega, pač kako sploh pristopa do igralk, ne do mene. Jaz sem bila sicer zavedno za vse kriva, zaradi tega, ker smo rekli obedve, da nočemo, da imam jaz neke privilegije na treningu ali pa da kdorkoli misli, da imam jaz kakšne privilegije. Tako da sem bila jaz vedno, mislim ne vedno, ampak v večini primerov za vse kriva. Kako ste trenirali, v bistvu 2 leti ste bila skupaj, ne? Ja. 1 leto je bila tvoja mama pomočnica. Pomočnica in potem glavni trener, ja. Ampak že prej pri minimali odbojki je bila tudi trenerka, tako da, ampak mi je bilo res lepo, no, samo nekako sem morala iti, zaradi tega, ker še vedno je bila moja mama, nekako, jaz njo obožujem kot mojo mamo, mi je težko njo gledati kot samo trenerja in mislim, da ta ljubezen potem nekako ne bi meni dopustila, da jaz rastem kot igralka, ne vem, ko bi rekla, ne vem, ko bi razložila. Moraš še ti zonha obdobje. Ja. Sicer ni bilo najbolj udobno, ne bom zdaj rekla to, ne, ampak nekako tudi moja mama je vedela, da je čas, da grem jaz stopničko naprej in me nekako spustila iz svojih rok. To je tudi kar tako pomembno, ne. Mislim, tudi da včasih je težko dobiti, sploh če je trener sin oziroma trenerka, hčerka, težko dobiti ta odnos. Očitno ste dobro se, mislim, tudi tvoja mama je ful že izkušen, ima s tem, tako da verjetno je eno z drugim, ne. Zanimivo je. Kaj pa recimo v enem intervjuju sem zasledil, da si v bistvu od zmeraj si želela postati odbojkašica. Ja. In zdaj pole teh dreams come true. Ja, to je res. Pač že pa to že od, ko si bila mala ali pole, ko si začela igrati odbojko, da te pa vleklo bolj? Ne, mislim, jaz sem začela igrati odbojko pri 5 letih in pri 6 sem bila že, mislim, registrirana, da igram tekme. Tako da
sem že od prav malih nog, ne, ampak ko sem rekla, sem se že zaljubila, ker sem bila mini. Pač mama me je prinesla v tisti košarci, sem imela 3 mesece, sem bila na tistih tribunah in gledala treninge, mislim, tako da se skali spomnim od tega, ampak če ne, ja, vedno, meni je odbojka en najlepših športov, še posebej za ženske. In res to mi je, prav prelepo mi je, ne, tudi rekla. Ja, ker sem videl ta vzorc, ne, se pravi, sploh pri tistih velikih talentih, ali pa tisti, ki so dosti dosegli v športu, ali je to Kobe Bryant, ali kdo, kakšen odbojkaš, ali pa recimo v poslovnem svetu, vsi, ki veliko dosežejo, nekaj velikega, imajo ful močno vizijo, ne, samo tisti cilj, in tu sem pole videl pri tebi, da imaš, ne, prav fokus, tudi parkrat si že omenila, ne, fokus na cilj, ne. Se mi zdi, da je to ful pomembno, da te pole to pohanja naprej, ne. Zato tudi rečem, pač, meni so se zdaj sanje nekako uresničile, ampak ni niti blizu tega, kar jaz želim. Pač ni niti blizu mojih uresničitev sanj. Tako da je samo začetek, to če ni nekako, ampak zame je to novo poglavje, ki enostavno da gledam kot bel prazen list, belo knjigo v stvari. Mislim, prazno knjigo, ki ni nič napisano notri. Vse, kar je bilo za mano, je bilo. Preteklost, zdaj samo fokus za naprej. No. Kaj pa so neke tvoje ultimate dream, take sanje tam hore, ki jih... Pa tako, biti ena najboljših odbojkašic sveta. Ja. Bošte. To si res najbolj želim in bom vse, kar je v moji moči naredila, da pač pridem do tega. Pa ne rabim biti med 10 ali karkoli, ne, ampak igrati Ligo prvakov, olimpijske igre, res to... Ne vem, to si vedno želela, tako da si res to želim. No. Top. Upam, da ti uspe, ne? Ti res prvoščil, ne? Ste nekaj cajta se že poznamo, ne? Pole tudi jaz, ker sem bil takrat trener in tako, sem te malo še bolj spoznal, tako da ti res želim in tako. Je pa za športnico seveda ful pomembno tudi ostalo, ne samo trening, ne, ampak tudi ostalo in od prehrane, lifestyla. Pa zadnjič si mi omenila, da imaš dietetičarko, se pravi, da sodelujeste. Pa daj malo predstavi, se pravi, kako poteka to sodelovanje z dietetičarko, kako izgledajo ta prehrana, ker smo dobili tudi eno vprašanje, da ali slediš nizkohidratni dieti in ali ješ večinoma brez glutena prehrano. No. Tako da, mogoče, kako si začela s to dietetičarko, pa kako izgleda to sodelovanje? Ja, pač mi imamo to, jaz sem v tej agenciji Shining Stars, in nekako moja menadžerka mi je tudi predlagala njo, zaradi tega, ker sem videla, da v sezoni moji jaz drugače ne jem nezdravo. Pridejo seveda kakšni dnevi, ki pač enostavno si ti ne da in potem naročiš karkoli je, ampak mi nikoli ni povzročala problemov hrana, samo sem videla, da nekako pač, da bi jaz naredila en korak naprej, se more nekaj spremeniti, ne? In potem mi je menadžerka predlagala to gozde, ki je drugače iz Istanbula, pač tudi ta agencija je turška, tako da nekako smo se preko moje agencije spoznale z mojo nutricionistko in sem šla v Istanbul, smo naredili vse meritve, smo se spoznale in na koncu nič. Ona mi zdaj, mi se vsak teden slišimo vsakih 10 dni, mi vsakič pošlje nov plan, karkoli pač, kolikokrat moram jesti to in to in to, kaj ne smem jesti. Tako da, ampak je res, da sploh skoraj nič ne jem glutena. Pašte nisem jedla že od januarja, jaz mislim, da. Ne zaradi tega, ker ne smem, mislim tudi, ni v moji dieti trenutno, ampak enostavno mi ni zdaj, sploh ne krejvam neke slabe hrane ali nekaj tako pač. Mi je prav okej, tako kot je zdaj. In recimo, kako izgleda tvoj dan prehrane, se pravi, koliko približno obrokov imaš dan, kako bi... 3 glavna. Okay. Potem pa vmes imam ta snack, ki so ponavadi bolj te suhe marelice, suhe fige, mangički, pač te take mini stvari. Za zajtrk pa večinoma, ne vem, kakšna jajčka, zelenjava, ali pa ta chia seed pudding, ki je meni najljubši. Pač res obožujem. Potem pa predvsem, ne vem, od mesa, zdaj trenutno ne smem jesti nič, zaradi tega, ker sem alergična na neki dosti stvari. A, res? Ja. A to ti je ona, ta dietetičarka dobila? Ne, sem bila na biorezonanci, zdaj moram narediti neko pauzo z mesom, ampak lahko jem pa lososa, ki je tudi meni zelo pri srcu. Ribe. Ja. In nekako
predvsem tako, bolj zelenjavno je, no, bolj vegetarijansko kot karkoli, ampak je v redu. Nekaj pogosto, saj mislim, da se tako, tak, kako bi rekel, pomota, da zdaj zadnje cajte so popularne te nizkohidratne diete in itak imajo ful lahko potencialnih dobrih koristi za zdravje, ampak za športnike še vedno mora biti zadosti hidratov. To sem videl tudi pri sebi, nekaj cajta sem eksperimentiral z low carb in ni bilo, ne. Tako da tudi, če ješ gluten free, ne ješ pašte, imaš pa drugih hidratov zadosti, ne. Ja. Še posebej zdaj je to taka dieta bolj vege, tako zaradi tega, ker imam to pauzo zdaj do reprezentance, tako da nekako zdaj delamo na tem nekem katu, ko mi bo potem bil nek boom v reprezentanci, potem pa itak, ko bomo imeli 2 treninga na dan, se bo pač itak prilagodila tudi ona, bomo naredili svet nek drug plan, tako da. Kaj pole od hidratov, če ni pašte, kaj ješ dosti? Zbretno tišno, riž? Riž, ja, pa bolj te stročnice, ne vem, kvinoja, kaj še, kuskus, mislim, meni je to pač res dovolj, tako ne bi rekla. Ja, sem, ko se navadiš enkrat na tisto, ne, se problem pašte je ponavadi, ko ima ful visok glikemični indeks, ko ti nabija cukor in pole te spusti dol in pole si lačen čez 1 uro, oziroma se počuti slabo čez 1 uro, ja. Prosena kaša je recimo meni tudi dobra, ne vem, če poznaš še tista je dobro. Oatmeali, kakršnikoli, pač res perfektni smo vsi, tako da. Jaz drugače ful rada jem, tako da mi je ful tako težko, recimo zdaj, mislim težko včasih, ne, zaradi tega imam točno določeno koliko, prav 5 špargljev, razumeš, ne 6, ampak 5, recimo, ne. Tako da zdaj zmanjšujem želodec. Kaj pa imaš recimo v prehrani tudi ki dovoljen, se pravi kakšne cheat meale in to, ali zaenkrat ne, ker nekateri se poslužujejo tega, kaj 80-20, ne, 80% zdrave hrane, 20% malo manj zdrave, ne? Ne, jaz nimam te privilegije, nažalost. Ampak je pa, zdaj smo se malo zmenili zaradi tega, ker sem mi rekla, da obožujem suši, ampak mi je rekla, da lahko samo 10 sušijev pojem, ne? Okay. To pa je pri meni nemogoče, tako da sem jo zdaj vprašala, če lahko enkrat na mesec jaz grem v suši, da jaz to uživam v sušiju, ne? Tako, da pač pojem kolikor upam, ne? In tako da zdaj to je moj kao cheat meal. Cheat meal. Ja. Ja, se polika lotiš reprezentanco, pa je takrat bo treba malo povišati kalorije, verjetno takrat pa ja, ne. Tako. Ok, zdaj prehrana, kaj pa recimo prehranska dopolnila, zdaj trenutno snemamo v trgovini ABP Sport, ki je tvoj sponzor, zdaj tudi pomagaš tle, dokaj si tukaj. Jaz tle delam, tako da hvala ABP-ju za prostor za snemanje. Kaj pa recimo koristiš od prehranskih dodatkov? Omega-3, magnezij, C-vitamin, supravit, zma, pač vse hidratonike, proteine, BCA-jke, glutamin, vse, no. Te dobro zalaha, Jura. Ja. Kreatin, sicer kreatina ne pijem zdaj trenutno, ampak sem ga in je bilo kar v redu, no. Se pozna, da full kreatin, očim to, ne? Ja. In zdaj trenutno pijem tudi to ashwagandho, ki je za spanje, zaradi tega, ker sem videla, da nekako, ko poštimaš ti spanje, ti vse nekako se vse reši, res. Ashwagandha je full, v bistvu ashwagandha, za tiste, ki ne poznajo, ashwagandha je indijska češnja, oziroma indijska zimska češnja in je korenina in v bistvu je adaptogen, ki ti telesu pomaga, da se adaptira na stres. Se pravi, če si ti malo preveč stressed out, te malo spusti dol, če imaš malo pomanjkanje energije, te malo dvigne, tako da ashwagandha je res full. Sploh vidim, zadnje leta je full porastu, sploh med športniki. Celo tako, da nekateri sploh ne prodajajo, pač, da se ne sme prodajati, ker je tako močna, da se jo pole klasificirali kot kao zdravilo. No? Tako da je kar fajno. In za spanje, ko si rekla, za stres in to. Kaj pa recimo še kakšni drugi lifestyle faktori, da si omenila spanje? Kaj ti še recimo pomaga, tako da si on top of your game, ko bi rekli? Pa bi rekla mir. Zaradi tega, ker mislim, da je to tudi ena težjih stvari, ki najdemo na splošno ljudje. Nekako vsa ta čustva in sreča, žalost, to vse, kar gre. Ti si lahko najbolj srečen en dan, si v neki maniji, ampak to bo šlo mimo takoj. Ali pa tudi žalost lahko traja. Vsa čustva lahko trajajo nekaj časa, samo potem minejo na koncu. Ampak, ko ti najdeš mir, jaz mislim, da je to nekaj najlepšega. Zaradi tega, ker ko si ti miren, imaš čist prazno glavo. Pa tudi, če nimaš prazne glave v smislu, če razmišljaš o več stvareh, ne? Ko ti nisi miren, se ti vse te stvari prepletajo ena druga. Ampak, ko si ti miren
In ko si v tem nekem svojem notranjem miru, zunanjem miru ali karkoli, da ti znaš to kontrolirati, se vse te neke stvari popredalčkajo lepo, da lahko ti razmišljaš o vseh stvareh, ampak lepo, pač posebej. Tako da mislim, da je to ena najbolj važnih stvari pri športnikih, da imajo ta mir, fokus. Ja. Zdaj si že v drugo omenila ta čustva. Mi zdi fajn, da se tudi o tega govori, to je pa to duševno zdravje. Se pravi, da fulka se pozablja, da pač čustva, prijo neka čustva, jih pozabimo na njih, ni tako, da jih pozabimo, da grejo proč, ampak so še vedno v nas. Ja. In dokaj so v nas, delajo pole nek nemir, stres, tako da je fajn, se mi zdi, da si omenila, da včasih se je treba zjokati, včasih se je treba pač dati ven. Zaradi tega, ker še posebej zdaj mislim, da nasplošno vsi pač šport se nekako tako, ko bi rekla, razvil, da se pričakuje od tebe, da si robot, no? Bolj kot karkoli drugega in nekako ni lih prostora za toliko govorjenju o tem duševnem zdravju. Vse nekateri klubi priskrbijo tudi neke psihologe, ne? Ampak še vedno ni to dovolj. Mislim, da je to še vedno samo neka vrsta zgodbe, ki naj bi polepšala recimo nek predlog kluba ali karkoli, ne? Ampak na koncu noben, ko si ti na igrišču, noben te ne bo vprašal, kako si, ne? Če ti pač ne odigraš dobro, ne odigraš dobro. Sploh, če ne odigraš dobro, te nobeden ne bo vprašal, ne? Tam so samo kritike. Ja. Tako da dostikrat se mi je zgodilo, da ne vem, sem bila recimo na tekmi, ne vem, slabo sem se počutila, no? Ampak kaj naj zdaj jaz naredim, kad grem do vsakega tam navijača, pa mu rečem, ja, lej, danes pa ni moj dan, ne, ali karkoli, ne, pa pač danes si mu vzela, ne vem, slabo tekmo, ne, pa pač ne morem tako, ne, ampak mislim, da preveč pač ful malo govorimo o tem, no, zaradi tega, ker športniki, mislim, da se preveč zdaj kamuflirajo v te neke druge osebe, robotske, no. Ja, se verjetno tudi za te je toliko težav z duševnim zdravljem, sploh pri športnikih, ne? Ki ustvarjaš neko fake persono, ne? In pole pač tudi verjetno v tebi je tisti nemir, ki ljudje ne vidijo, kdo si ti, ampak vidijo nekaj, pač, nekaj, kar nisi ti, ne? In po mojem tudi zaradi tega verjetno toliko tega, ne? Tako da je tudi itak tudi odvisno, na katerem nivoju si, ali igraš le slovensko ligo, ali si v tujini, ali si zdaj, kar ješ v Turčijo, bo verjetno še več tega, ne? Sploh še več navijačev, še več pritiskov, tako da je fajn, da začne zgoditi o tem. Da ti si kar, mislim, da zgodaj začela, no, in kar fajn. Ne. Samo včasih veš, kako mislim, tako da, ne vem, tudi te mlade igralke, recimo, zdaj mama je odprla, recimo, klub v Sežani, ne, pa so majhne prav pač tisto otroci, no. In sem nekako imela ta nek reality check, ko bi rekla, no, ko sem se nekako jaz predstavila tam pred puncami, pa sem morala povedati, zakaj sem jaz odbojkašica, pa kaj je meni, pa kaj moraš biti, da rataš dober športnik ali karkoli, ne. Pa mi je bilo tako, da ne morem povedati resnice, no, kaj je v stvari šport zdaj trenutno, kaj je v stvari, kako je to težka pot v stvari. Zaradi tega, ker jih dobesedno nisem mogla nekaj prestrašiti zdaj, zaradi tega, ker one so prišle tle se zabavati, se učiti, ne. Zdaj pa če jim rečem, da vsak teden je nek breakdown ali pa da neki, ne vem, če bolih, ne. Ja, verjamem, ne. Tako da je bilo to kar tako malo, ampak okej. Ja, se tudi učiš, ne, mislim, se že to, da izpostaviš to, oziroma da poveš, ne, se mi zdi tudi dosti, ker večina jih težko govori od duševnega zdravja, zaradi tega, ker še vedno malo tabu tema, pa tudi potem imaš nekateri, ki te začnejo obsojati in to, tako da je fajn, da se tudi to več govori. Ja, ampak meni, ko prije do duševnega zdravja, mene iskreno res ne zanima pač mnenje drugih, ker vem, sem videla ful dosti stvari glede tega, pač koliko lahko to duševno zdravje vpliva in na igro, in na človeka samega. Zdaj, pred kolikimi 2 meseci, 1 mesec se je tudi dobila ena odbojkašica in trenaš lik zaradi duševnega zdravja in ne vem, premalo se govori, spet ponavljam o tem, zaradi tega, ker to je ena najbolj pomembnih stvari. Nasplošno za športnika, da ti ostaneš 5 setov fokusiran na tekmo, da jo moraš zmagati ali pa da zgubljaš 2 seta, pa da moraš še 3 zmagati, moraš biti močen, no, ni druge. Je pa pole nagrada, nekaj zmagaš, tisti 5 set, ko obrneš, tisto pa je, ne. Prej si omenila notranji mir, kakšne so kakšne take aktivnosti, ki pa te pomagajo priti do tega, da si ti mirna, prej si enkrat omenila pred dnevi, ko smo se pogovarjali, da si probala oziroma da boš začela meditacijo in to.
Si že kaj probala takrat? Sem. Ja? In? In je težko začeti, mislim, zaradi tega začetek je težek, ampak mislim, da čez en mesec bom jaz to lepo prav, da mi bo ratalo tako. Ja. Ampak drugače pa sprehodi večerni so mi najbolj priljubljeni, no? Ali pa iti k Soči. Nekako voda me vedno pomiri, ali morje, ali reke, ali karkoli. Tako da to je ena stvar, ki mora biti, no, zaradi tega, ker če ne vem, kako bi, iskreno. Ja, lepo. Kako je bilo pa zdaj usklajevati šolo z profesionalno odbojko na tej ravni? Ti je šlo ok, ali so bili kakšni izzivi? Mislim, vsak test je izzivno, zaradi tega, ker sem se morala res ful učiti za vsak izpit, no. Ampak res sem tako srečna, sem šla na Šiško, sem se prepisala iz tle, ne. Tako me podpirajo tam, da je to neverjetno, da ti prideš, jaz sem se v stvari prijavila tam avgusta. Šiška je prav športna gimnazija, ne? Ja. Prijavila sem se avgusta, se pravi, ker nobena prijava več ni, ne, ne moreš se tako pozno prijaviti, ne. In nekako so me tako sprejeli, kot da sem njihova, že od, ne vem, že celo njihovo življenje, da sem bila tam, ne. In mi je bilo tako lepo, da sem bila tako sprejeta, da je neverjetno. In ljudje, ko mi pomagajo tudi zdaj za teste, za učenje, profesori, kako so potrpežljivi, recimo, da se dobimo zvečer preko Zooma in delamo, ne. To je res, sem zelo, zelo, zelo ponosna, da sem del te šole, no. V primerjavi tle z Gorico, ker nekateri niso verjeli v tebe, ne, so šli celo kontra, ne, da... Ja, to je res, ja, ampak ne bi zdaj odpirala te teme. Ne, samo tako, ne. Ja. Primerjavo, kako imaš potem, ja. Ja. Tu sem slišal, da je Šiška v Ljubljani zelo dobro organizirana, glede športnikov, ta ali pa poleg 4. gimnazija Maribor, mislim, da ima tudi športni oddelek, verjetno veliko teh športnikov, tudi odbojkašev je bilo prav v Mariboru na tej gimnaziji in so imeli tudi kao ful urejeno, ne. Okay, zdaj bi vključil še eno vprašanje, ki sem ga dobil od enega sledilca. Kako dojemaš svojo športno kariero pri tej starosti? Staviš vse na šport ali imaš plan B? To se mi zdi, da se zdaj lepo poklope, ko govorimo o športne kariere, da ti je odbojka nek cilj oziroma fokus. Ja. Kako to Tako moj plan B je plan A. Tako da nimam plana B, zaradi tega, ker mislim, da če si pustiš sploh opcije, neke plan B, plan C, plan Č, ali D, ali karkoli, sploh ni važno, se ti odmika tvoj fokus na ta glavni plan. Tako da se zavedam vsega in šole in poškodb, ki so sestavni del športa, no? Ampak mislim, da če razmišljaš o negativi in nekako govoriš toliko o temu, privabiš to. Tako da jaz res ne maram govoriti o temu. Glede tega plana B ali karkoli, če se zgodi nekaj, se bo to zgodilo, ne? Zaradi tega, ker mi je res samo plan A, no. In nasplošno ne dojemam svoje kariere, kot da sploh se ne gledam tako, kot da sem jaz karkoli naredila zdaj. Res, prisežem. Zaradi tega, ker meni je to, ne vem, vsi mislim, da dosti ljudi zdaj misli, da ne vem, ali sem mogoče, se imam za nekaj več ali karkoli, ne, ampak res se tako zavedam stališč in vsega, kar se dogaja okoli mene, da jaz enostavno se nočem nekaj dvigovati nad vsemi ali karkoli, ne. Ker nisem prvo taka igralka, da bi se in nisem niti na koncu tak človek, da bi se tako obnašala, no. Zanimivo, kako se razlikuje malo perspektive. Ko smo imeli Pijo Blažič na podcastu, je rekla tudi ona, tudi tiste poškodbe, ki je imela s kolenom, tisto leto, ko sem bil tudi jaz zraven, pri odbojki, rekel, da takrat je bil prav fokus na samo odbojki, ne, potem se je pa malo spremenilo, ne, tako da mogoče res, dokaj si da imaš res singularni fokus, ko si rekla, ne, da te sploh neče odmika, mogoče pole, če se ki zgodi, se je zgodilo, junija sem imela poškodbo kolena, okay. Ni bilo sicer nekaj hudega, so bile nategnjene te križne pa meniskus, ampak in sem bila tako 2 meseca out, in še vedno mi je bil fokus, samo da se vrnem čim prej. Tako da res... A je bilo tako težko to obdobje, ko si se poškodovala? Verjetno mora biti kar šok, ne? Ja, zaradi tega, ker mislim, se je zgodilo tako, ko bi rekla, ni se zgodilo da bi bil nek tak gib, da je bilo to toliko videti, da je res poškodba, ampak je bilo samo naenkrat v eni obrambi, nekako se je zgodilo, pa me komi čez
1 uro začelo toliko boleti koleno, da pač ga nisem upala sploh stegniti. In res potem so pač poskrbeli zame zveza in zdravniki, ampak je bilo kar hudo, no, zaradi tega, ker potem sem pač morala še vedno biti tam z puncami. Seveda jih podpiram, ali sem na klopi, ali sem na igrišču, to sploh ni vprašanje. Ampak je bilo kar težko, no, zaradi tega, ker itak ti je lepše, da si tam prav na klopi. Jaz sem bila tam statističarjem na koncu. Ampak je bilo ful pomembno to, da jaz se zdržim to mentalno, zaradi tega, ker če to spet ponavljam, če tega ni, potem Ja. ni. Kaj ti je bil pole, recimo v tistem obdobju tak fokus, kaj ti je bilo tisto neka stvar, ki si se oprla na njo, da te je povleklo ven iz tega obdobja? A je bilo tisto fokus na cilj ali je bilo mogoče kaj drugega? Ne, mi smo imeli takrat tudi evropsko avgusta z U19, to je bilo, pač to je naše zadnje leto, no, mladink bilo. In mi je bil to fokus. Okay. To mi je bil taka motivacija in bila to zaradi tega, ker sem dobila tudi ful takih negativnih, da kako bom jaz to rešila do evropskega, kako tisto. Potem na koncu sem začela skakati 5 dni pred evropskimi in odigrala celo evropsko. Tako da, Se lepo poklopilo, ne? ja. In mi je ful všečno to, da ko ljudje dosti govorijo, še posebej negativne stvari, ne rada komentiram tega, ali karkoli dam neko reakcijo, zaradi tega, ker mislim, da te reakcije so samo nekako pokažejo, koliko si ti v stvari, ali se bojiš tega, ali se hočeš pokazati, da si nekaj več, ampak meni je moja najlepša reakcija to, da potem jaz pokažem na igrišču to, kar znam in potem so vsi tiho. Top. Ja, eni pravijo prav za to manifestacijo, kako se pravi manifestirati, ker tudi ta manifestacija je malo ne. Ampak nekateri mi pravijo, recimo zadnjič sem poslušal en video od Roba Dajla, to je en coach pa consultant, in je pravil, da pač glavna fora manifestacije je samo ono, da odmisliš vse negativno in samo fokus na pozitivno. Ne. In da res verjameš v to. Zaradi tega, ker če recimo jaz ne bi verjela v neke stvari, tako neke glih to recimo, da bom poštimala koleno v času, če ne bi jaz to res verjela, pa se res to posvetila temu, ne bi se zgodilo. To je pa moč uma, ne? Ja. Koliko pomeni moč uma. Ja. Ne? Okay, zdaj bom vključil še eno vprašanje, ki sem ga dobil, je prišlo v angleščini in sem nekako povezal, da je dol od enega Turka, no, tako da očitno imaš fene tudi že iz Turčije. Se pravi, to je bilo every time you are smiling and you are so sweet, are you generally a happy person? Se pravi, vedno se smejiš, vedno si pač taka prijazna in to, a si vedno taka vesela oseba? Tako bi rekla, no, meni se nasplošno redko kdo me pozna, tako kot sem pač jaz prava oseba, no. Na igrišču se redko kdaj smejim, ampak ne zaradi tega, ker ne vem, mi ni všeč odbojka ali karkoli, ampak glih zaradi tega, ker nisem ta tip igralka, da se zdaj nekaj veselim za neko piko, za ekipo takoj. Ampak ko jaz naredim piko, jaz se ne morem napaliti tako, zaradi tega, ker mi je verjamem v neko karmo in če bi se zdaj jaz nekako napala, da sem jaz eno žogo udarila, jaz vem, zaradi tega, ker meni je tako sreča, ni naklonjeno, da jaz vem, če bi se jaz napala na eno tisto žogo, jaz bi bila naslednjo zblokirala v minus 100%. Tako da raj se ne veselim. Mislim, se veselim notri, zaradi tega, ker vsaka pika je pomembna, ampak ponavadi so bolj ti smehi in Instagram, vse to so malo bolj fake kot resnica in mi ni problem to reči, zaradi tega, ker verjamem, da vsi, ki so na teh socialnih omrežjih, redko kdaj se dobi kdo, da pač je res tako, kot je pač v pravem življenju tudi na socialnih omrežjih. Tako da lahko pač povem, da ponavadi, ko se najbolj smejim, sem mogoče najslabše. Ampak nočem tega pokazati zaradi tega, ker zakaj bi? Mislim, ne maram dajati tega bremena sploh ljudem, pa tudi ni njihova stvar, da zdaj se oni neki skrbijo okoli mene. Rajš nekoga razveselim ali pa pač, da pokažem, da je vse v redu, pa je to. Se mi zdi zanimiva ta kombinacija, se pravi, da ne pokažeš, hkrati pa, ko si sama, moraš to pač predelaš, veš. Je pa, se mi zdi taka zdrava kombinacija, ker če ne, pa če samo fejkaš ves čas, tudi če fejkaš pred sabo, sam sebe, pole je pa problem, ki spet pač zaničuje sama sebe, svoje čustva, ne, in pole tisto te pole še bolj negativno, ne. Tako da zanimivo.
Ja, tu je verjetno šlo bolj na ta komentar, ker na slikah si videti tako prijazna, vesela in tako. Mislim, prijazno, upam, da sem. Mislim, ne, okay, sem jaz bral napačno besedo. Ja. Tako je vesela, nasmejana in tako. Ja. Vse prijazna si, ne, tako to vemo. Tako da, ja. Okay, zdaj bi se lahko še malo ustavili reprezentance. Zdaj vemo, da se pri vaši ženski reprezentanci dogaja veliko dinamike, nekatere so zapustile reprezentance, ste bolj mlade noter. Kako ti vidiš to reprezentanco, pa kakšni so neki tvoji cilji zdaj za prihodnost? Vemo, da zdaj čez poletje imate ful enih stvari, ful enih obveznosti. Imamo sicer zdaj 18. junija začnemo v Kranjski Gori in imamo res naporno poletje, ampak ta ekipa je tako meni posebna. No. Zdaj sicer nekaterih igralk ni, ki pač bi bile ključne, no, ampak imajo tudi one svoje razloge. Zdaj ne bom rekla, ali so pravi ali ne, zaradi tega, ker mislim, jaz vem, kaj je pravi, da mogoče so pravilno naredili ali pa ne, zdaj one to vejo in se nočem res vmešavati v to, zaradi tega, ker to je njihova stvar, ampak ta ekipa, ki jo imamo zdaj, je ful posebna, zaradi tega, to, ko si rekel, da je mlada in imamo toliko potencialnih igralk, ki lahko ne to leto, ampak mogoče čez 2-3 leta bo to res ena reprezentanca, ki bo v vrhu, no. Tako da tega se ful veselim. Kaj imate vse letos poleti? Evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske. Nice. Ja. Ste že imeli, se niste še dobili pole, ampak recimo, kakšni so tvoji cilji, zdaj niste se še dobili, da bi postavili cilji za reprezentance, ali ste že postavili reprezentančne cilje? En od reprezentančnih ciljev je ta, da se uvrstimo na olimpijske. In na evropskem pa, da pridemo kar se da čim više, no. Zdaj v tej skupini imamo, mislim, je zelo težka skupina, ampak še vedno imamo mogoče možnost pristiti naprej, tako da je to odlično, teoretično gledano. Koga imate, se ne poznal tako dobro, podrobno? Imamo Srbijo, Poljsko, Belgijo, Madžarsko in Ukrajino. Tako da te prve 3 pač bomo vzeli čelade in šli v boj, ampak mislim, da bo to ene super tekme, zaradi tega, ker ponavadi te najboljše ekipe, vsaj vem iz izkušenj, no, tega, kar sem igrala, ne, da kadarkoli smo igrali proti neki slabši ekipi, najslabši, se je naš nivo ful spustil. Zaradi tega ne vem, kako je to možno. Tako da mislim, tako predvidevam, da bojo mogoče tudi one tako razmišljale, in mi bomo pa itak napaljene ful, tako da bo ful dobre tekme, jaz mislim, da tako da ne veselim. Top. Pole pa olimpijske, kvalifikacije za olimpijske, ki imate pa tam z eno skupino? To pa ne vem točno, ampak je kar težka skupina, no. Res. Fisma. Upam, da uspe, ne? Ja, jaz ne. Tudi moški grejo letos na olimpijske, mislim, cilj na olimpijske, ne, tako da je. Njim je sicer lažje, zaradi tega, ker imajo večjo kilometrino tudi glede naslov in vsega tega. Nekako se to tudi gleda potem po FIGB-u te točke, tako da naši fanti imajo res ful velike te možnosti, da pridejo na olimpijske, tako da to je ful velik ponos za Slovenijo. Čeprav oni imajo še bolj pestro poletje, ne, imajo še VLN, ne, National League, tako da, zanimivo. Lepo se pravi, zdaj ima še koliko je njih 14 dni malo odklopiti, ne? Ja, in potem jovo na novo. Kaj dela zdaj v tem času med klubsko sezono in reprezentančno sezono? Se kaj pripravljaš ali si vzameš bolj na easy? Ne, en problem pri meni je, ne, da jaz sem lena, ne, ampak do ene mere, potem, ko pač grem čez to, ni šans, da ostane mirna. Tako da zdaj hodim vsak dan v fitness, hodim nenormalno, nikoli v življenju nisem hodila toliko, delam po 20 km na dan. Ampak ne zdaj, da bi morala to delati, ampak enostavno samo si želim to, pa da. Ja. Sej, mislim, po eni strani boš, da ostaneš čim bolj aktiven, ne, po drugi strani pa tudi malo započasniti, da se verjetno si se spočila, ne, direkt po klubski sezoni in to. Kar gremo. Okay, zdaj smo dobili vprašanje od našega producenta Nika. Se pravi, njega pa zanima, kakšna je razlika med igranjem tle doma in v tujini.
Pa tako, no. Zdaj igranje doma, tako še posebej v Gorici, jaz sem odkar sem namičkana, nekako Milojka je kot moj dom. Pač tako res, še zdaj, ko grem noter v dvorano, mi je, ne vem, tako, kar dobim mravljince ali nekaj, pač mi je tako prav prelepo, ko stopim v to dvorano. Sicer se ne počutim najbolj dobrodošla, ampak... Kako to misliš? Pa ne vem, no, tako... Mislim, da so se zgodile neke zamere, ki niso mogoče bile potrebne lih tako s tem, ko sem jaz šla. Ja, se to je pa klasika tle v Gorici, ne? Vse povsod. In fuzbal, in odbojka, in Ja, pač ampak... večni problem tle pri Ja, nas. samo ne vem, no, zaradi tega, ker res ne vem zakaj, ampak recimo, nekako jaz sem se imela za prav goriško strelo, no. In mi je bilo tako malo, da ne vem, nisem dobila niti srečno, niti nič po dobesedno koliko, 16 letih, ne 16, 11, 12 letih igranja v Geniju. Da nič tako, da se ne počutim njih najbolj dobrodošla zdaj, ko prijem v dvorano. Ampak igranje pred temi našimi navijači, pred temi bobni in vse to enostavno niti zdaj v Nirechazi niso upali tega nekako. Ni bilo to doživetje kot bilo tle, no. Se lih htel sem vprašati, kako je pa gor na Madžarskem kultura, navijanje, oziroma klubski, kako je bilo v klubu? Ja, tako, zdaj v Gorici, recimo, ne dobivaš toliko hejta, toliko nekih komentarjev, takih glede določene igralke. Zdaj v Nirechazi so pa imeli prav svoje grupe na Facebooku, vse to, kako vsako igralko posebej. Sicer, hvala Bogu, jaz nisem imel toliko potem. Za vsako igralko so imeli svojo Facebook grupo. Ja. Fuck. Ja. In skupno, in javno, in privatno, in vse. In ki noter so pole tako pisali Ja, ful grde dobre stvari. Grdosti. Ja, grde. Jaz sem imela pač to srečo, da niso toliko o meni govorili, ampak kar sem videla za druge, pač ful vpliva to, no, na... To je že kako se reče, cruel, to je Ja. že ono. In ne vem, mislim, da je to razlika ta, da nekako samo na koncu tujina je, ne, zdaj, če ti prideš tam, moraš nekako pričakovati tudi to stran navijačev, zdaj ne vem, ali bo to, verjetno bo tudi v Turčiji tako, no, to je... Se lih htel sem vprašati, če imaš kakšne insiderske, kako je pa dol v Turčiji z navijači in tako. Mislim, vem po tej zdaj, ko je igrala Egonu, pa dosti teka zdaj, pač ko so prišli recimo v te najboljše klube na svetu, so prav morali izklopiti komentarje, no, na Instagramu, zaradi tega, ker so bili komentarji res grozni. Tako, res grozni. Tako da, mislim, da je to razlika ta, da nekako je tle nivo tak, da pač ne morejo prav toliko pričakovati, da bi zdaj nekaj slabega govorili. Zdaj tujine ali pa lih nasprotno, no, zdaj, ampak... Ja, tudi verjetno odvisno, kakšna liga, z Italijani so, se mi zdi, malo bolj taki passionate, bolj strastni, ne, tako da mogoče tam je malo več dobrih stvari. Ja, tudi odvisno od naroda. Ja. In tle pri nas je pa itak tako sploh tle v Gorici, kadar si dober, te vsi hvalijo, in poleg, kad ti gre, se pa pač te vsi kurcajo. Pač. Ja, to je tudi. Ampak ne vem, no. Itak mislim, da je to. Pač mislim, da je tako na splošno v življenju. Pač karkoli, če ti gre dobro, ali si uspešen, ali karkoli, imaš več privabiš ljudi, ki so, ne vem, kot je šlo slabo, so kar razginili, zdaj pa ti gre, pa kar naenkrat vsi okoli tebe. Potem takoj, ko ti gre slabo, nobenega več ne vidiš. To je ena plat ljudi, ki meni res ne razumem. Mi je res grda, no. Ja, to je res. Kako pa zdaj, recimo, ko se ti tudi socialna mrežja ti rastejo, in tako, ko pa tisto, recimo, hendaš? Pa tako, mislim, imam, ne vem, ful ljudi mi piše tako, še posebej zdaj iz Turčije, no, zdaj... Ker si predstavljam, da mora biti ful feedbacka zdaj kar naenkrat. Ja, to je res. Ampak nekako tudi menadžerka in vsi mi predlagajo, da malo bolj ignoriram te stvari, zaradi tega, ker ko ti daš nekako nekim strangerjem pač neko to že dostop do tebe, da in odgovarjaš non-stop, to potem te ne pustijo na miru nikoli. Tako da nekako zdaj jaz govorim, ko dam 100 milijonov followerjev, ne, ampak pravim, že to, kar je, že to, kar sem dobila, kar so me postali na PTT strani, to je bilo bum, kot iz nekjer, pač mislim, ne vem. Meni je lepo, zaradi tega, ker vsaka prepoznavnost je lepa človeku, ampak
vse pač prinese slabe in dobre in slabe stvari. Evo, zdaj, ko te imamo tebe na podcastu, da bo še naš podcast doživel boom. Upajmo. Ja, je res, ja, ta sploh socialna so kar tako, ja. Sploh, ko smo govorili prej od kritik, na socialnih se pa ljudje še toliko več upajo, ne. Pač tisto, kar ti ne bojo rekli v fris, ne, ti bojo napisali tam. In sploh nobenega nič ne briga, kako se boš ti odzval na to, samo dodajo tisti hejt ven. In, ja, je še toliko, če ne znaš tega handlati, je še toliko bolj devastating. To je pa dobesedno najbolj, ko bi rekla, strahopetci delajo to, no. Zaradi tega, ker meni je to nekaj najhujšega, da govorim nekomu za hrbtom. Pač sem taka, da rajš ti povem po resnici v faco. Zdaj, če te to prizadane, jaz sem potrudila, da te bo čim manj, ti bom na čim lepši način povedala, ampak mislim, da bi se morala iskrenost večkrat, ko bi rekla, morali biti večkrat hvaležni za pač iskrenost, smo. Zaradi tega, ker na koncu, če ti pričakuješ od nekoga, da bo iskren in ti pove neko laž, zakaj pa te sprašuješ za mnenje od nekoga, ki pač veš, da ti ne bo povedal iskreno, ampak ti bo povedal to, kar ti hočeš slišati. To potem ni na svet, to je samo, da te pomiri malo ali nekaj. Ja. Tako da, ampak zato tudi izpadem kdaj tako mogoče, da sem, ne vem, poznam dosti ljudi, ki so mislili sprva, da sem ne vem kaka nesramna in ne vem ti skaj, zaradi tega, kako se, ne vem, po faci, po kako se držim, kako govorim, ne. Na igrišču to misliš? Ja. Ampak nekaj so me spoznali, so pa pač videli, da pač res ni tako, ne, da je to samo moj karakter. Garantiramo, da je tako. Ja. Hvala. Ok, zdaj smo dobili še eno vprašanje od producenta Nika. Evo, spremljaš tudi kakšne druge športe in če ja, kdo ti je kakšen tak vzornik? Ja, mislim, spremljam moško odbojko. Moško še posebej in turško, pač bolj te lige prvakov in to. Ampak drugače košarko in košarko. To je to. Ne vem, tudi nogomet kdaj, ampak imam takšno in drugačno mnenje. Tako da ne bi odpirala te teme, ampak ja, nogomet, košarka, ampak košarko pa gledam bolj pač turško ligo. Aha. Pa zdaj ABA ligo, polfinala, no. Zdaj, ko je bila ta Euroliga, bolj te, zdaj končnice, no. Da zdaj ne gledam tako, če ne čez leto. NBA? Ali ne toliko? Ne. Zaradi tega, ker so te časovne razlike, tako da pa ne rada gledam nazaj tekme, zaradi tega, ker sem ful nepotrpežljiv človek in potem je samo odkorim. Skrolaš, prebijaš. Ja. Tako da bolj gledam te live, no, kar je. Zaradi tega, ker ob 3 zjutraj pa si mi res ne vstaja. Tudi ni fajn, ne, če si profesionalni športnik, da vstajaš tam ob 3 zjutraj, pole je tvoje spanje je slabo in pole vse slabo. Ne. Ki pa kakšen tak vzornik, lahko je zdaj, lahko je kakšen, ker ne igra več. Mislim, prvi vzornik je moja mama. To je 100%. Ko oseba, ko igralka, ko vse pač, ko mama nasplošno. Ampak, ko pa prav igralka, zdaj trenutno mi je pa Gabi iz Vakifbanka. Ona je meni mašina, pač res mi je največji vzornik tako, ko si res želim enkrat vsaj prist do 5 njene moči in znanja in vsega tega, pač res. Pri moških pa mi je, tudi to je ful tako malo, ampak NGP mi je res en najboljših odbojkarjev, no. Kar sem kadarkoli videla. Hočem probati enkrat v karieri tisti njegov move, ko udarim po nazaj. Tako da mogoče bom videla naslednje leto, če mi Na piku, ne? Ja. Tako da bomo videli, če vidim v prihodnost, ampak to je moj plan. Zdaj, to je moj en mičken cilj. Mičken cilj. Ja, da probam. Še kakšen tak vzornik izven odbojke ali bolj samo odbojkaši tako? Pa ne, no, mislim, da je samo odbojka. Okay. Ja. Cool. Kaj pa misliš, da je tvoj nekaj izmed razlogov oziroma, ne vem, če si lahko sploh tako rečete, oziroma nekih dejavnikov, faktorjev za tvoj uspeh v odbojki? Je to nek talent, je to trdo delo, je to kombinacija obojega, je to kakšen drug faktor? Kaj se ti zdi tebi? Zdaj,
jaz ful ne rada govorim tako pač o sebi, tako nekem talentu ali karkoli, ne. Ampak vem pa na prvem mestu, da je trdo delo to 100%. Zaradi tega, ker brez tega ne gre. Pač ti, če treniraš če treniraš 2-krat v tednu, pač ne moreš biti na istem nivoju kot tisti, ki trenira 5-krat na teden, 2-krat na dan. Ni šans. Na koncu, če narediš matematiko, če vse sešteješ in pomnožiš in ne vem, kaj, pride do ful razlik, pač velikih razlik, ne. Tudi na splošno, tudi če imam 2 treninga, vedno naredim malo preventivo za ramo, za koleno. Imela sem tudi fizioterapeuta / kondicijskega trenerja Rene Leban. On je bil tudi v reprezentanci naši, nam je ful pomagal, brez njega ne vem, če bi sploh upala preživeti evropsko. Ampak mi je on pošiljal program, kaj naj delam preventivo za koleno, za ramo, za vse. Tako da to je bila tudi dodaten trening, no. Zaradi tega, ker brez tega mislim, da v profesionalnem tem športu ne gre. Če ti priješ nezagret na trening, jutranji, večerni, tvoje telo enostavno ne zdrži več. Ja, ker tu je ta večna polemika, koliko je trdo delo, koliko je talent, ne. Eni pravijo, da je samo trdo delo, eni pravijo, da je talent ful več. Verjetno tudi imam neke ali gene ali talent, ne. Mogoče. Ampak mislim, da je ta kombinacija nekako prinese do nekega višjega rezultata, no. Zdaj, če imaš ti samo eno, pa nimaš sploh drugega, tudi ne gre, ne. Pa mentalno, ko si že parkrat omenil, skozi podcast, ne, ti imaš vidim, da imaš ful mentalno poštimano zadeve, ne, to je tudi ful pomembno, tako da verjetno ta kombinacija. Je pa moralo ful iti skozi, se ful moralo nabrati nekih slabih stvari, da sem zdaj nekako ratala bolj tako mentalno močna. Ja, se tu pravijo, ne, da pač, da češ ti zrastneš čez težka obdobja, čez težke stvari, ne, tisto te pole, te naredi. Ja. Samo je pač itak, ne, težko takrat. Ja, to je pa res, to je 100% res. Top, dobro, bomo počasi zaključili, zdaj prehajamo proti koncu, zdaj pa na koncu pri vsakemu gostu postavimo še 2 vprašanji. Prvo je to, ki je direkt vezano na tematiko podcasta, se pravi, kaj za tebe pomeni dobro počutje, benesere in 3 nasveti za več dobrega počutja. Dobro počutje zame pomeni to, da se jaz počutim, tako kot sem prej mislim, da omenila, da sem v nekem svojem notranjem miru in da nekako probam ne vse videti pozitivno, zaradi tega, ker nekako mislim, da če si prevelik optimist, tudi ni dobro. Ampak da znaš ločiti situacije, ki so dobre zate, ki niso dobre zate, da vidiš realne neke situacije, ampak da ne gledaš na njih tako črno, ampak da probaš se nekako sprijazniti. Tudi če je neka stvar, recimo nekaj, kar te je motilo prej, pač zdaj, če te samo malo manj zmoti, je to že ful velik korak. Tako da mislim, da dobro počutje je to samo, kako se ti počutiš res v svojemu telesu, da se res počutiš dobro, zadovoljno, ne rabiš vedno srečen, ne rabi noben biti vedno nasmejan, žalosten, vse to. Mislim, da mora biti vsak človek neko svoje bitje, nekih prepletenih čustev, no, da se ti tako počutiš vedno. Ja. In še 3 nasveti? Ko bi rekla zdaj to? Da mislim, da vsak mora za nekaj, kar se odloči, da ga osrečuje, da vidi, da mu to dobro dene svojemu, pač njegovemu bitju, telesu, karkoli, da mora res ustrajati pri temu. Zaradi tega, ker če za nekaj ne ustrajaš, potem ne moreš pričakovati, da ti bo to kar podano, no? Ker enostavno ni tako v življenju, za stvari se moraš truditi, karkoli je to, ali je delo, ali je ljubezen, ali karkoli. Tako da to, čim več nekih mogoče hobijev, nekih, ki recimo so ti prav od misli, od dela, od česarkoli, kar tebi nekako povzroča to breme, meditacija recimo, sprehodi, karkoli. In na koncu, da si to, kar si ti. Ne, da se ne spremenjaš zaradi nobenega, zaradi tega, ker če to je en nasvet, ki ga hočem dati vsem, no, zaradi tega, ker če si ti moraš za nekoga spremeniti, to potem ni prava oseba, s katero si. Ne glede na to spet, ali je to delo, ljubezen, šport, karkoli, ne se spremenjati, zaradi tega, ker na koncu vsak človek ima svoj karakter,
Mene je dosti ljudi hotelo spremeniti na to, kako igram, kako se obnašam na igrišču, da se ne smejim. Dosti sestankov sem imela tudi zaradi tega, da zakaj nisem srečna na igrišču in vse tega. Ampak to ne je bila jaz, če bi se zdaj tam non-stop smejala. In se nočem spremenjati. In sem trmasta glede tega, zaradi tega, ker mislim, da je vsak svoj unikat in tako se mora tudi končati. No. Top, lepo povedano. Lepo povedano. Net super, hvala Selena, ker si bila pripravljena za to super izkušnja. Upam, da ti je bilo v redu. Ja. Tako da na koncu lahko še deliš, ki te ljudje lahko spremljajo, ki te lahko... Na Instagramu selena.levan. Tam sem sicer najbolj aktivna tako za neke tako ljudi, Snapchate številke ne dajam, tako zaradi tega, ker mi je to tako malo privacy invading. Ja. Ampak zdaj pa bomo videli, verjetno bomo na nekem tistem YouTubeu turškem, tako da itak pa za te slovenske, mislim, z reprezentanco tekme bojo pa že OZS dal gor na Instagram, tako da. Top, bomo poskrbeli, da bojo vsi linki v opisu tega podcasta. To je to. Hvala Seleni, hvala ABP Sport za prostor. Pa ABP, pa seveda ABP, tudi Instagram in vse, tako da pa Selena 15 je tudi koda za popust. Za nakupe. Garantiramo dobri izdelki, kvalitetni. Res, perfektne, tako da. Evo, bomo dali vse linke od spodaj. Ja. Tako da to. Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da vam je bilo zanimivo in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.